Evo, folk, pa smo spet skupaj. Nov dan, nov video. O čem bom danes govoril? Jaz bom danes govoril o tehniki vaje šuma. Kaj to je in kako to uporabljamo, boste izvedeli takoj za temle disclaimerjem. To je moja lastna predstavitev te tehnike. Nisem logoped in nisem strokovno podkovana oseba za strokovno podano mnenje. Za strokovne stvari se obrnite na svojega logopeda oziroma ustrezno strokovno podkovane ljudi. Evo, folk, danes bom govoril o vaji šumov. Kaj to je? Evo, vam bom jaz prvo najprej prebral strokovno, kaj to pomeni, obenem pa lahko tudi opazujte mojo tehniko govora oziroma tehniko branja. Vaje šumov omogočajo izgovor kritičnih glasov s tehniko zavestnega sproščanja motorike govornih organov in pravilnega dihanja. Evo, kakor sem rekel, je to strokovna razlaga, kaj to pomeni. Kaj pa to dejansko pomeni v praksi? Evo, temle na tabli sem že napisal te naše najbolj kritične črke oziroma glasove, ki se pojavijo pri nas jeclavcih. Seveda, zdaj spet odvisno od tvojega jeclanja, kako močno jeclaš, a imaš še kaj zraven, kakšne težave, je lahko teh kritičnih glasov veliko več. Obstaja majhna možnost, da mogoče tudi niso teli glasovi, pa da so kateri drugi, ampak obstaja zelo velika verjetnost, da obstaja kar malo več teh kritičnih glasov, poleg še tehle napisanih. Iz lastnih izkušenj ti jaz lahko povem, da jaz sem imel po moje ene 15 do 18 kritičnih glasov, pa vemo, da ima naša abeceda zelo malo črka, ne? Torej, vse se da narediti, te vaje šuma so zelo priporočljive, pa vam bom zdaj razložil, kaj to dejansko pomeni in zakaj jih uporabljamo. Torej, te vaje mi uporabljamo lahko, kakor sem že prej omenil, za vse naše glasove oziroma za vse črke v naši abecedi. Gre pa dejansko za to, da mi probamo z izdihom zraka premagati to blokado, ki se nam naredi, kadar jecljamo. Ok, naj ti dam ta prvi primer, kako izgleda neko jecljanje. P, p, p. T, 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 t. D, d, d. Evo, verjetno boš opazil, da je to mečken kar fake jecljanje. Lej, dejstvo je, da jaz, ki sem jeclal, da niti ne morem zeleti dejansko prikazati pravega jecljanja. To je en dokaz več, da kako se da jecljanje odpraviti. Da dejansko jaz, jeclavc, pa sem bil zelo težek jeclavc, lahko sem povedal kumi 2 besedi kdaj skupaj, brez da bi jeclal, pa ti ne morem dejansko pokazati pravega jecljanja. Jaz, pa tudi ti, pa tudi ostali, ki imajo malo stike z jeclavci, vejo, da takrat, ko ti dejansko jeclaš, ko ne moš premagati blokade, da se dejansko te obrazne mišice veliko bolj napnejo, kakor so se mi prej napele. Vemo tudi, da takrat smo mi kar v enem krču, da dejansko nekako kar nič ne moramo narediti. V večini primerov. Zdaj, kakor spet vpliva jecljanje nate. Evo, naj ti pokažem kar na primeru tehle napisanih besed. Torej si jih zapiš. P, T, K, B, D, G. Evo, list je lahko takole, A4, lahko je manjši. Važno je, da boš ti videl, kako bom jaz izgovoril besedo s temi črkami, ko so gor zapisane, brez šuma in šumom. Pa povej, če boš opazil razliko na listu. Peter, Peter, torba, torba, Klemen, Klemen, Boris, Boris, Dorjan, Dorjan, grozdje, grozdje. Evo, a ste opazili razliko? Verjetno ste. To dejansko gre pri tej tehniki, da mi pred blokado pihamo oziroma izdihnemo malce več zraka, kakor bi to nekako naredila normalna oseba. Kakor rečeno, jaz vam to razlagam čist laično, tako da ne me zdaj vzeti dobesedno za vsako stvar, ki povem, da je zdaj to čist točno, ampak you get the point, kaj vam hočem povedati in tudi prikazati. Še ena super stvar te metode je pa ta, da tudi takrat, ko ti gre malo slabš, jo lahko uporabiš kjerkoli. Jaz recimo, kadar imam slab dan, ja, tudi jaz ga imam kdaj. Jaz to uporabim kar v kombiju med šihtom. Grem od črke A pa do črke Ž in lepo delam vaje. Evo, če si za to, gremo lahko kar skupaj čez te vaje. Evo, folk, preden pa začnemo s temi vajami,
Če vam je bil ta video všeč, ga dajte lajkati, pa dajte ga deliti z ostalimi, ker mi boste tako ful pomagali s prepoznavo tega kanala. Prav tako naj omenim, da imam tudi na TikToku kanal z enakim imenom, kot ga imam tukaj na YouTubu. Torej, Jecljam. Zaenkrat tam objavljam zelo kratke videe, funny stuff, praktično take stvari, ki niso glih primerne tukaj za na YouTube, oziroma predvsem jih ne moram imeti v mal daljšem časovnem formatu. Ok, zdaj pa res cajt, pa začnimo. Torej, od črke A pa do črke Ž. Ameba, ameba. Brezje, brezje. Celje, celje. Čevelj, čevelj. Drevo, drevo. Evropa, Evropa. Flavta, flavta. Grozdje, grozdje. Hotel, hotel. Iskra, iskra. Jesen, jesen. Klemen, klemen. Marko, Marko. Norost, norost. Opus, opus. Pero, pero. Rok, rok. Selitev, selitev. Šola, šola. Trobenta, trobenta. Umetnost, umetnost. Vloga, vloga. Zakon, zakon. Žezlo, žezlo. Kakor ste tudi zdajle videli, sem uporabil tudi tako imenovano tehniko specializacije. Kaj to pomeni? To pomeni, da majčkeno zaprem oziroma priprem dominantno stran ustnic. Pri meni je to desna stran. Evo, poglejte. Takole normalno govorim, če pa uporabim šum, imam pa takole. Dominantno stran ustnic. To tudi prepreči blokado. Evo, tole bi bilo danes vsem. Upam, da boste saj majčkeno boljše govorili, pa da sem vam pripomogel k malo boljšemu govoru. Se vidimo v naslednjem videu.